Kaj se je od cajtov HBD-EKV do zdaj spremenila? Dosti. Ja, ne samo Europark. Spremenilo se je dosti. To je bilo drugačni časi, drugačna družba. Kaj da vem, humor na tem nivoju takrat je bil nevaren. Danes, ko nimaš ideje, vdariš po politiki, po ne vem, vojski, zadnje čase je to moderno, po vsem. Takrat pa smo v bistvu s tem humorjem mi hodili po robu. Vzor so nam bili recimo Monty Python, pa tudi malo nadrealisti bosanski, dosti se je spremenilo. To HBD-EKV je bila oddaja, bom rekel, za izbrane, ne za široke množice. Danes lahko na dolgi rok delaš samo, če imaš humor, ki vdari direkt v glavo. Ljudje nimajo niti volje razmišljati, če je nekaj smešno. Če ni na prvi šus smešno, pol ni smešno. To je ogromno. Toliko je let minilo, toliko stvari se je takrat spremenilo. Pa še nekaj pomembnega se je tudi spremenilo. Jaz sem recimo zrastel, pa Dejan ne. Odkud pa vam ideje po toliko letih še vedno, ker delate skoraj vsaki dan, pa še to? Ja, vsak dan že dolgo v bistvu, zdaj že samo malo Bojan ima telefon. Se ni v bistvu, ni tako težko, ker če pogledaš okoli se, toliko enih humornih stvari dogaja, da v bistvu ni težko, če bo šlo tako dalje. Mislili smo, da ko se je zamenjal župan v Mariboru, da bo šlo malo bolj rodo, pa gre. Gre. O čem pa je Zbogom Muca? Lahko vem? Ja. Ja, vem. Zbogom Muca je v bistvu taka zgodba o človeškem pretiravanju, pa o človeški, če lahko uporabim besedo, noriji. Drugače gre pa za pogrebno podjetje, za... Zgrda beseda se mogo prepoznati. Ja, no, da ne... Ja, dobro, vem zdaj, ne. Pogrebno podjetje za male živali. Zbogom Muca. Ja, če še ne. Kakva je ponudba? Raznovrstna. Paket je dosti. V bistvu je, sve smo pazili pri sami režiji scenariju, da ne zdaj direktna čustva ljudi vplijamo, se pravi, Zbogom Muca je dvopomenka, več pomenka, ni mačke v predstavi, ljudje imajo mačke, ni psa, to bi bili užaljeni. So živali, ki jih imajo redki ali pa recimo osrednji lik je hrček, za katerim ravno familija ne žaluje 6 mesecev, ker gre foter pa ga enostavno zamenja. Mislim, lažje ga zamenjati, reče, da je malo bolj dolgo ajo, pa zdaj pač taki. Joj, a ta ni isti, jaz smo dal malo koruze, pa zdaj to je on. Tako da, ljudje smo nagnjeni pretiravanju, mislim, in ko žival umre, ni fajn, ni pa tudi naravno, da ji damo krsto iz mahagonija pa grobnico delati, vsaj nam trem se v teh časih to ne zdi tako pomembno, enim pa ne. V bistvu Ibercuk je od Ateja, to moram povedati, ker sem imel enega novega doma, pa sem ga si oblekel, pa ni prav deloval, ker vseeno, jaz sem izkušen, tudi grobar za živali v tej predstavi in kot tak moram imeti nek zdelan Ibercuk, tako da je tu je. Mislim pa, da je to še iz časov, ko je še foter doma menjaval lamele na stojenkah, tako da ima neko patino.